Zdaj skoraj vsak dan za mednarodno zaščito v Evropi zaprosijo okoli 700 otrok. Večina jih prihaja iz držav, kjer divja vojna. V minulem mesecu je tako Slovenijo prečkalo 62.000 otrok. To je približno toliko, kolikor je učencev v kar 208 osnovnih šolah. S kakšnimi stiskami se ti spoprijemajo na poti in kako bodo mladi prebežniki sprejeti, skrbi tudi mlade iz osnovne šole Bičevje, ki so jim ob svetovnem dnevu otroka na UNICEF-ovi okrogli mizi posodili svoj glas. Potovali smo največ peš, včasih tudi z vlakom ali avtobusi. Očeta so velikokrat odpeljali drugam. Vsakič sem se predstrašil, da je to zadnjič, ko ga vidim. To je del zgodbe, s katero so mladi iz osnovne šole Bičevje odprli razpravo na temo Otroci za otroke prebežnike. Želeli so opozoriti na najpogostejše stiske, s katerimi se soočajo. Da izgubljajo starše, da se ne najdejo v teh velikih množicah, da nimajo toplih obrokov, nimajo nič toplega, spijo pod milnim nebom in nimajo primernih oblačil. Po podatkih UNICEF-a je več kot četrtina prosilcev za azil v Evropi mladoletnih. Samo letos je za mednarodno zaščito zaprosilo 214.000 otrok. Konec koncev smo vsi otroci, in vsakemu otroku se morajo zagotoviti neke osnovne pravice. Vsi moramo živeti neko dostojno, normalno življenje. Za otroke, ki začno bivati v Evropi, pa je to šele začetek. Mladi nagovarjajo svoje vrstnike, naj jih toplo sprejmejo. Da se do njega obnašajo normalno, kot pač da ni nek tujec in mu proba čim bolj pomagati. Jaz bi probala vključiti družbo mojih prijateljev, probala bi se mi pogovarjati, odkriti neke skupne teme. Drugega bi učili, on ali pa ona nas, mi njega njo in skupaj bi gradili nek novo vez. S takim pristopom bo zagotovo močno.